Da so investicije v Krčo, kaže tudi tale napoved Umarja, kjer so tile najmanjši kvadratki, so napoved, kakšna bo investicijska dejavnost v letu 2011 in 2012. In to je tisto, kar pravzaprav spet izpodbija stol, ker če ni investicij, ni vrtenja, ni zagona. Vabim dr. Groznika, da kar nadaljuje temo, ki jo je Andrej odprl. Jaz ne bom nadaljeval, malo se bo mogoče celo prekrival s tem, kar je gospod Vizjak povedal. Jaz sem naredil eno kratko prezentacijo, tako zelo. Vprašal sem danes gospod Zofijo, ker se nisem uspel prej pripraviti, kaj je pravzaprav tema, pa rekla, kako iz krize. In so tukaj zbrane moje misli, ki jih pa lahko povzamemo na tale stavek, da je potrebno našo državo skrčiti in hkrati, čeprav se to sliši, paradoksalno narediti pravzaprav našo družbo boljšo in prijaznejšo. Pa da utemeljim moj pogled. Tole je iz enega The Economist, kakšen mesec nazaj, podatki, kako se država po celem svetu pravzaprav razrašča. Vsako desetletje, ko pogledamo, država si vzame večji kos pogače, ki jo ustvarja vsaka družba. In lahko to velja za Evropo, naše sosede, ali pa za Azijo, ali pa za Ameriko. In tudi za Slovenijo. Nisem dodal Slovenijo zraven, mislim, da smo tukaj nekje med Avstrijo pa Nemčijo, tudi naši podatki. In jasno, ta trend se ne more nadaljevati. Nekje moramo ustaviti se. Pa smo že šli že preko roba, zdi se, da smo šli v tej krizi, ker če spremljate debate po celem svetu, pravzaprav vse povsod so zdaj usmerjeni v drug izraz za strukturne reforme, pravzaprav krčenje javne porabe. Zakaj? Ker se zdi, da smo enostavno šli predaleč. In tole je zabavno, kako moramo na neko dieto. Zakaj moramo na dieto? Zato, ker smo v to prisiljeni, prihodki so padali in zdi se, da je cel svet prišel preko te točke neke optimalne velikosti države. Ne kljub temu, da nihče ne gre delati na dieto, ampak alternativa je pravzaprav še slabša. Tudi tole je citat iz The Economista. Še debelejša država, še manj svobodna, še višji davki, to je alternativa. Tako da jaz mislim, da tako kot po celem svetu moramo tudi v Sloveniji majčkeno ročno potegniti, se ponovno malo vprašati, kaj pravzaprav je vloga in namen države. Tole je tudi še en, pa bomo prišli na moje predloge. Tole je pravzaprav citat, ki se nekako zelo dobro odraža, kaj pravzaprav je naloga države. In zanimivo, tale citat ne prihaja iz Amerike ali od konzervativnega gospoda Camerona iz Britanije, temveč od kitajskega birokrata, ki je bil nagrajen kot najboljši birokrat. Pravi, družba mora postati malo manjša, država namesto da dirigira, mora se postaviti v vlogo ene sorte partnerstva z družbo, ki ustvarja dodano vrednost. In moramo priti v prehod iz te velike države v majhno in družbi prijazno državo. Prav, to je nekje ozadje tega, kar se pravzaprav po celem svetu dogaja in ne moramo Slovenci reči, da pa, oziroma v Sloveniji pa kaj dosti drugače se obnaša. In kaj, zdaj pa moje misli. Jaz mislim, da smo eno dobro leto pa pol pred volitvami, zadnje 2 leti pa pol jaz ocenjujem pravzaprav kot izgubljen čas, ker če pogledamo, dejansko se ni kaj dosti naredilo, pa ne gre za neko politično izjavo, ampak ne vem, če bo znal kdo povedati, kaj je pravzaprav dobrega bilo narejeno v zadnjih 3 letih, ne me spomni pol v debati. No, ampak kljub temu pa se mi zdi, v krizi, jaz gledam krize tako, v krizi je treba, ne glede na politično prepričanje, treba pravzaprav stopiti skupaj in iskati konsens. In ne zdaj reči, se bom pa še en leto pol počakati, bodo volitve, pa druga vlada, pa pol boljš, bo pol žal še eno leto izgubljeno. Jaz mislim, da se je potrebno tudi v tej krizi izjemno konstruktivno obnašati in določene zadeve, ki so nujne, jih je treba pravzaprav podpreti. Moje osebno mnenje, vem, da to ni mnenje stranke, je, da je recimo pametno podpreti pokojninsko reformo, ker če ne bo ta sprejeta, bomo pač morala naslednja vlada kakršnakoli že v to zagrizniti. Taka so dejstva. Drugič, kar mislim, da v Sloveniji ni bilo ne pod prejšnjo, še manj pod sedanjo vlado, pa to je pravzaprav ena taka zelo dolg odnos, pa rep tega je, da imamo do kapitala negativen odnos in zelo demagoški odnos, ker se ne zavedamo, da več kapitala
pravzaprav pomeni, da lahko je mejna produktivnost dela višja in zato tudi plače in življenjski standard višji. Skratka, smo do kapitala ne preveč prijazna država. Tudi zelo razlikujemo med tujim in domačim kapitalom. Ja, čim je konferenca tuje neposredne naložbe, začnemo kar dol padati, določenim partnerjem, ki jih prinesejo kakšen projekt in odpravimo administrativne prepreke in damo celo kakšne spodbude. Do domačega kapitala pa nismo tako prijazni. Pa je to napačen pristop. Jaz mislim, da bi morali postati do kapitala prijazna država. Ne zato, ker bomo nekim kapitalistom pa takonom pomagali, ampak zato, ker v končni fazi to vodi v višji življenjski standard vseh delavcev in v nižjo brezposelnost. Tole, kar je že gospod Vizjak, ja. Potrebno je modernizirati našo državo. Neverjetno birokracija je, jaz ne vem, ne sedanji ministri, niti ne vem koliko prejšnjih, jaz bi morali daj iti na kakšno upravno enoto, pa probati kakšen upravek sami narediti, pa ustanoviti kakšno podjetje. Izjemno smo slabi pri tem. In tudi mednarodne študije, Doing Business smo, kljub temu, da smo skrajšali čas za ustanovitev podjetja, to še zmeraj pri nas traja en teden, še zmeraj treba imeti 7500 evrov, še zmeraj imamo razne neumne zakonodajne rešitve, recimo, da mora biti ime podjetja v slovenskem jeziku, recimo, ok, ampak ali pa mora biti izmišljeno podjetje, ime. Tako da imamo podjetje, ki želijo internacionalno delovati, pa išče neke variante, ki so take zelo hecne, pa lahko tudi v debati kaj povem, ampak predolgo, preveč zapleten, upravne enote, tudi če imajo pravzaprav dobro opremljenost, recimo upravne enote Ljubljana, jaz sem tam velikrat, oddelek za tujce, vse je v slovenščini, pa krasne plazme imajo, pa dobiš listek, ampak boh pomagaj, brez prevajalca pa ne moreš čisto nič urediti. Tako da zelo, jaz mislim, da bi morali vsi, ki mislijo v kakšni vladi delovati, v postopke čisto anonimno, brez tega, da jih nekdo vodi in poskušati ustanoviti podjetje, poskušati kaj urediti, pa bodo videli, kako zapleteno in zbirokratizirano državo imamo. Treba je pa tudi skrčati, tudi to je gospod Vizjak govoril, da ne rabimo vse sami delati. Je število agencij, inštitutov, 2 milijona nas je, pa hočemo imeti čisto absolutno vse. Tega je, kako bi rekel, na dolgi rok nevzdržno. Smo eno manjše mesto, globalno in običajno taka mesta po številu prebivalcev nimajo čisto vse sami. In je potrebno iskati neke zdravorazumske rešitve, premisliti, kaj kot država res nujno rabimo in kaj lahko morda s kakšnimi sosedi kaj sodelujemo. Potrebno je tudi absolutno prevetriti vse socialne transferje. Jaz verjamem, da vsak od vas ve, da kakšno plačila to pa čisto brez veze. Pa jih ne rabimo zdaj poimenovati, ampak jaz mislim, da je potrebno, da mora ali vlada, ali seveda tudi opozicija, sestaviti eno skupino strokovnjakov in iti transfer za transferem. In na koncu obdržati samo tiste, ki so namenjeni res pomoči potrebnim. Pa ne želim nobene skupine poimenovati, ampak verjetno vsakmu pride kakšna na misel. Potem pa boj proti monopolom. Tudi tukaj ta vlada ni naredila pravzaprav skoraj nič, tudi prejšnja morda premalo. Zakaj je boj proti monopolom pomemben? Zato, ker v končni ravni vsi monopoli zvišujejo cene in zato znižujejo blaginjo vseh prebivalcev. Monopole imamo pa razno, od podjetniških do takih poklicnih. Tukaj smo Slovenci tudi izjemno dobri. Zadnjič sem poslušal sedanjega ministra za razvoj, gospoda Gasparija, in je povedal zanimivo statistiko. To je potrebno podpreti in, kako bi rekel, pomagati pri tem. Povedal je, da imamo v Sloveniji preko 300 različnih poklicev, za katere so potrebne licence. Povprečje v Evropski uniji je nekaj čez 100. Pri nas jih je pa 300. Za karkoli pravzaprav češ delati, rabaš neki izpit, rabaš to, kaj je pa učinek tega, da je kaj bolj varen, kaj boljš narejen. Lahko, da je v določenih primerih, ampak praviloma je pa to samo ustvarjanje monopolov in višanje cen. In je treba tudi to zelo natančno prevetriti. Pole pa seveda je treba znižati in predvsem tudi neutralizirati obdavčitev. Vem, da je tudi to taka nepopularna tema, ampak kapital, ko govorimo o kapitalu, moramo govoriti tudi o človeškem kapitalu. Človeški kapital je v Sloveniji izjemno hitro, izjemno obdavčen. 41% najvišji dohodninski razred, ki ga je prejšnja vlada, hvala Bogu, znižala iz 50, se doseže zelo hitro. In najbolj ambiciozni, pa dobrih 15 000 evrov bruto,
V Nemčiji, ne vem, če se ne motim, je preko 100 000 se vidi, ampak ne me za besedo držati. Ampak daleč najnižjo mejo imamo v Evropski uniji, najbolj ambiciozni enostavno ne želijo plačevati tako visokih davkov. In kar naenkrat, rabaš biti, nisi noben bogataš, pa se plačuje tako visoko obdavčitev. Mislim, da je potrebno podpreti tudi to, vem, da je bilo to v programu tudi že prejšnje vlade, pa tudi določene stranke v sedanji vladi zagovarjajo uvedbo socialnih kapic. Jaz mislim, da tudi to nekaj takega, ki je pametno, konstruktivno podpreti. Predvsem je pa treba paziti, da z nekimi novimi obdavčitvami ne posegamo v samostojno ekonomsko odločanje bank. Recimo predlog, da se obdavči banke, vkolikor ne bodo dajale dolgoročna posojila, jaz mislim, da je idiotski. Problem, v katerem smo, da so podjetja preveč zadolžena, sedanja vlada predlaga, pravi, zdaj pa banke sedijo na denarju in bom pa obdavčili. To je nepotrebno in neumno poseganje v samostojno poslovno finančne odločitve. Če pa se bomo o bankah verjetno kaj rekli v debati, predvsem bi se mogla politika in država umakniti iz posojanja in iz posojilnih odločitev bank. V težave, v katerih smo, so pogosto, nekaj je bilo čisto posledica ekonomske krize, nekaj pa tudi tega, ker se je politika vmešavala v posojilne odločitve bank. In vmešavanje je tudi, če začneš takele davke uvajati. Na koncu tudi to, pa tudi to vem, da bodo sogovorniki, šolstvo imamo za nič, jaz mislim, in pa tudi zdravstvo imamo za nič. Po mednarodnih analizah naši dijaki so podpovprečni in pri pisanju in v matematiki, to pravi dijaki srednje šola, zaostajajo za evropskim povprečjem. Univerzo imamo pa, po mojem, eno najslabših na svetu. Med prvih 200 po lestvici Timesa v Evropi je ni je niti med prvih 500 po lestvici, ki jo Kitajci delajo. Nikjer. So kakšne svetle izjeme, da ne bo narobe vzeti, tudi znotraj univerze v Ljubljani, ki jo bolj poznam, je nekaj fakultet, ki so mednarodno usmerjene, ki so odprte za pretok profesorjev in študentov, ampak velikih je pa izjemno samozadostnih. Pri zdravstvu pa mislim, da tudi ne rabimo zgubljati besed. Tudi tukaj bi apeliral, da bi se politiki in poslanci poskušali daj kakšno zdravstveno storitev dobiti brez zvez, pa brez tega, da mora poklicati kakšnega sošolca. Pa vem, da ni bilo ne v prejšnji vladi, ne v sedanji temu tako, kakšnega zobozdravnika so takoj bili sprejeti. Ni bilo nobenega naročanja. In za na konec, predvsem pa mislim, da moramo konkurenčnost, da je to vrednota, ne pa nekaj slabega, tudi to se pogosto sliši, jo moramo nekako sprejeti. In samo ko bomo vedeli, da nas bo konkurenčnost vodila naprej, potem se bomo malo kam premaknili. Evo, to je bilo mojih 8 točk.